prav lepo pozdravljeni na našem gradu. Nam je veliko čast in vesele, ki ste prišli na grad ob takmu lepu in tudi visokemu prazniku. Je pa prav, da mislim, da se nam pridruži tudi gospa magistrica Leja Ferjan in nam tudi za ta dogodek kakšno besedo dol položi. Prosim. Za povabilo. Takole, dobrodošli na današnjem predavanju, na današnjem srečanju. Jaz sem zelo vesela, v bistvu ponosna, da nam je uspelo 180 let star kostanj, tako kot ga je arboristka ocenila, zamenjati sadiko kostanja, ki naj bi bila že stara 12 do 15 let, torej že kar neko rast imela. Ta kostanj, ta sadika je bila tudi težka, na grad je bilo treba prenesti ročno. 7 ljudi jo je neslo, 7 močnih fantov, nekje čez 300 kg je tehtala, bila je tudi kar visoka, dolga, tako da po ovinkih je bilo treba dobro pilotirati. Zdaj že pridno raste, moji sodelavci in sodelavke jo vsak dan zalivajo, tako da po predavanju ste vsi vabljeni tudi na zgornjo teraso, da si v živo pogledamo ta kostanj. Jaz mislim, če bomo vsi ga podprli, bo še boljše rasu. Istočasno pa je seveda 22. maj, to je nekako smo rekli rojstni dan gradu. 22. maja 2011 je bila podpisana darovnica, s katero je nemški cesar podaril Blejski grad z ozemljem Brixenškim škofom. Tako da se mi zdi, da moramo tudi mi upihati kakšno svečko danes in se malo poslušati s torto, ki je nekako značilna, bomo rekli, od zdaj naprej tudi za Blejski grad, oziroma smo jo, Rikljovo rezino smo v Zavodu za kulturo Bled skupaj z našimi sodelavci, sodelavkami razvili za Rikljovo obletnico in nekako si jo zdaj malo tako lastimo, kot če bi mi razvili ta recept, čeprav smo ga skupirali od Švicarjev. Tako da zdaj pa vabim gospod Mijo Green, da nam kaj več pove o arheološkem nadzoru, ki ga je upravljala svojo ekipo ob zasaditvi kostanja. Takrat se je pripravljala jama, tako kot smo dobili navodila od naše arboristke, kakšne brsti treba pripraviti, koliko zemljine je treba odstraniti, jo zamenjati z novo. Ves ta čas je bila prisotna gospa Mijo Green, fantje so delali pod njenim nadzorom, po njenih navodilih in ona bo tudi povedala, kaj so pa takrat našli. Dobrodošla med nami in predajam vam oder. A so boga? A so boga? O pa mišel fajn visok zrasla. Samo da so boga, da so imeli tako, kot ste vi rekla, da bo to fajn gor zrasla, a ne? Seveda bo. No, tako. Žaj je tudi dosti. Lepo pozdravljeni v mojem imenu, jaz sem Mija Green, arheologinja in danes vam bom predstavila, oziroma to, kar je že vaša direktorica rekla, kot magistra Leja Ferjan, svojo ekipo Zavoda Arheo Alpe izvaljali arheološke raziskave ob menjavi kostanja na Blejskem gradu. Jaz sem nekako tako zastavila predavanje, da vam mogoče najprej uvodoma sploh povem, zakaj arheološke raziskave ob eni menjavi kostanja, kaj ima to zdaj veze z enim kostanjem. Potem malo okrog in okrog kakšna najdišča, zakaj je varovano to območje grad, ta arheološka najdišča, ki jih verjetno vi kot domačini zelo dobro poznate, ampak vseeno en tak sklop dobimo. Potem vam bom predstavila nekako metodo dela, kako smo mi to delali, kaj smo dobili in potem en tak povzetek, kaj lahko iz vseh teh drobnih predmetov sploh naredimo neko zgodbo. Seveda pa, če vas kaj zanima, vprašajte, če znala, bom povedala, če ne bom pa, ne vem, pogledala v kakšno knjigo, bom pa naslednjič povem. Tako da, kar začel, torej, same arheološke raziskave. Mogoče boste kaj slišali dvakrat, ampak vseeno je kdo
tudi med vami, ko glede arheoloških raziskav, vsi mislijo, pridejo žličkarji, zdaj pa konc. Zdaj smo pa mi fertik za 2 let, zdaj ko bomo kostno sedili, bo to Ogrinova gledala do poletja, pa bomo mogli še eno sezono, pa tako naprej in ne bo več. Ampak danes ni tako. Mi smo zelo hitro se naredimo po zaslugi tudi današnje tehnike. Ampak same arheološke raziskave razdelimo tako, da so, najprej sploh, mi že vemo, na Bledu je polno arheoloških nadišč, ampak je tudi same arheološke raziskave lahko razdelimo tako, da najprej odkrijemo neko nadišče, to z raznimi topografskimi ogledi, testnimi sondami in potem, ko odkrijemo nadišče, je največkrat, seveda to se danes manj že poslužujemo, sama arheološka izkopavanja. Torej, da se odloči nekdo, zdaj bomo pa mi raziskali neko območje, kakor so bila arheološka izkopavanja na pristavi pred 20-30, če tako hitro že v 80-70 letih, ker ni bilo nič ogroženo, ali pa jaz sem imela to srečo, da smo recimo letos pa predlansko izkopali celo cerkev baročno v Poljanah nad Škofjo Loko, kjer smo izkopali temelje, grobove, okrog in okrog, ampak tukaj ni, po eni strani so bili tudi neka zaščitna, ker bi jo tukaj bil vaško leto. Ali pa nekatera druga izkopavanja, to so pa arheološki nadzori ob gradnji. Torej, kadar se kaj gradi, zdaj vemo, predvsem je to z novim zakonom o kulturni dediščini iz 2008, smo prišli mi tako daleč, da če vi iščete gradbeno dovoljenje, imate parcelo na arheološkem območju in da želite tam nekaj graditi, potem daste na zavod vlogo za ta gradbeno dovoljenje in tukaj je tudi zavod za spomeniško varstvo vpleten in vam da določene pogoje. In prav tako te arheološke, zdaj pa odvisno, odgovorni konzervator predvsem, kakšne pogoje bo dal, lahko naredi, da predno začnete graditi, se naredijo testne sonde, da vidimo, kaj je kaj, ali pa, ko se dela koplje, temelje, ali pa tukaj imam en primer, ko smo delali arheološki nadzor, vam je znano mlino, pristanišče, za čolne, za pletne, smo delali, gledali arheološki nadzor, ali pa tudi tukaj na Blejskem gradu, ko se je kopala jama za sadiko. Seveda pa to je samo na tistih območjih, če vi tudi pogledate na te spletne strani Ministrstva za kulturo, so vsa ta varovana območja označena z modro. Recimo zdaj, ko smo že mi na gradu, je bilo arheološko nadišče, grad spada, pod ta del, ali pa še Blejski grad, ki je mislim, da je celo državen spomenik. Okrog je arheološko nadišče, jezero, žale in tako naprej. In če se tukaj kaj dela, gradi, vedno imate upravke z Zavodom za kulturno dediščino, ki predpiše neke pogoje. No, in tako je bilo tudi pri vas, tukaj na Blejskem gradu, oziroma še natančno malo pogledamo te arheološka najdišča, ker je arheološko najdišče grad celo obsega, vse tele najdišča, od Zletca, Šibenica, na Pečeh, na Sedlo grad, Zahodni grajski vrh, Pristava, Grajsko kopališče, Svet Martin. Verjetno vse to poznate, ampak to so vsa arheološka najdišča, kjer je bilo kaj najdeno. Recimo ta Šibernica, mogoče naglasim jih po blejsko. Nikoli slišal nisem. Niste slišali? Tu je ta gor... Ja, tukaj so Prvačku. Tukaj 74 se je najdla neka keramika, sicer je ta zelo malo znana, ker od 74 leta ni bilo nobenih raziskav in pod to keramiko je bil skeleten pokop moškega v polskrčeni legi in zraven je bila keramika, ki jo določimo, da je bronastodobna, to je, če smo danes 2000 let,
nula je Kristusov čas, pa še 1000 let nazaj, 3000 let staro. Ne? Tako se domineva. Sam tukaj ni bilo več nobenih raziskav, so bile pa potem poznate raziskave. Recimo pri Svetem Martinu, Svet Martin je tak zavetnik, kjer ne bi bila že prej cerkev, ugotovili so tudi, da je bila neka kapelca, najdbe so bile tudi posamične, sulične vsti. 85. pa lahko vam povem, da takrat sem bila tukaj na praksi, ko smo kopali to sonde pri cerkvi Svetega Martina, smo bili še z Milanom Sagadinom, smo takrat ugotovili, da gre za slovansko najdišče, dobili obsečnike, sicer takrat sem bila še tako na začetku, se komaj spomnim, vem, da je bilo to prvi mojih skopenih kosti, ni bilo kar malo groze. Ampak pač sem ustrajala. Torej pa tudi grajsko kopališče tukaj od slučajnih najdb iz železne dobe, da je šlo za grobišče, do teh depojskih najdb iz zadnjih par let nazaj, ko je Narodni muzej pridobil zlate diademe, pač zlate te predmete, bronaste sekire, prav velike depojske najdbe na tem območju, mislim, da je več navrnuli naprej. Tako da so kar bogata arheološka najdišča. No, in potem je seveda še predstava, ki jo vsi poznate, na pečeh, na sedlu, pa grad in zahodni vrh grada. No, in če gremo naprej predstava, jaz vam bom samo nakratko, tako da boste vedeli, da saj en tak pregled, kaj se obdaja grada. Je bila naselbina in grobišče, torej gor je bilo najdene tudi prazgodovinski grobovi, torej starejše železne dobe, torej okrog 2500 let stare. Tudi tukaj je izkopaval profesor Stane Gabrovc, ki je tudi napisal svojo doktorsko dizertacijo prazgodovinski let, to ste lahko kar tudi na nivoju evropskega nivoja. Poleg tega pa predvsem poznate pristavo po teh skeletnih grobovih staroselcev pa slovanskega prebivalstva, kar se lepo kaže, da je grobišče del je slovanskega, del pa romanskega staroselcev. In seveda iz tega groba je bil najdena ta fibuca v obliki pava, ki je predvsem jo najdemo prva zdaj na Bledu, od kremšnite čokolade do novoletnih okraskov. Seveda je bila pa tukaj tudi zraven slovanska naselbina. No in če gremo na sedlo, tudi poznate, kjer je zdaj to parkirišče, na pečeh je bila najdena prazgodovinska keramika, je lahko bila pač posamične najdbe naselbina in na temu parkirišču pa je izkopal v 60-ih letih Andrej Valič in je najdel 73 skeletnih slovanskih grobov, veliko grobišče, torej gre za slovansko grobišče, Slovane so gor od 9. do 10. verjetno pa tudi do prvega polovice 11. stoletja pokopavali. Bile so pa še zdaj najnovejše te raziskave, ko ste jih delali v temu grajskemu parku. Zdaj pa jaz točno ne vem, da so bogate najdbe od prazgodovine do srednjega veka. Seveda polno najdb. In če gremo še naprej, kar je tukaj, tukaj imamo zdaj grajski hrib. In če pogledamo samo tako, imamo tukaj zahodni grajski hrib, ko je vam malo poznan mogoče, ampak tukaj je bila že v pozno antičnem času naselbina. Kar je potrdil tudi nekaj let nazaj, je Andrej Gaspari šel svojo študentsko ekipo gor in so naredili par testnih sond in najdel celo, da je bila naselbina obdana z obzidjem. Torej, to je čas pozne antike, torej 5. 6. stoletje. Seveda ta pozna antična, kakor sem prej tudi povedala, povsod je bilo nekaj posamičnih najdb iz pozne antike, to so predvsem posebne take lonci, poznamo, ali pa zaponke. In se domneva, da je ta grajski hrib bil v pozni antiki naselbina, seveda na pristavo so pa pokopavali, kakor smo prej videli grobišče. Seveda, kaj je bilo na samem gradu, kjer smo danes sedaj, ne vemo, ker ni bilo arheoloških raziskav, ker je bil prej postavljen grad.
in ne vemo sploh, kaj je pod temi našimi tlemi zidovi. Ampak se domneva, da bi bila lahko vse to neka naselbina, poleg tudi v prazgodovin, torej z železni dobi, to rečemo 2500 let nazaj, a ne pozna antika in pa 4., 5., 6. stoletje našega štetja. No in potem nekako piše, predvsem so izkopavali tukaj Timotej Knific, Andrej Pleterski, Jože Kastelic, sami taki priznani arheologi imena, da so tudi, je Bled tudi nekak začetek te zibelka arheologije oziroma po vojni v 60. letih so bile te raziskave, predvsem je bila pač neka taka vizija, da so se raziskovali te slovanske grobišča, Ptuj, tukaj Bled, ne. In seveda nekako po konec 6. stoletja, kako pišejo, prej so bili torej politični interesi Frankov, Bizanca, Langobardov, Avarov, katoliške cerkve, ko se nekako te konflikti razkadijo, pridejo v torej 7. stoletju Slovani in Slovani posebej v Bled. Torej imamo tukaj naselbino, slovansko grobišče in seveda poleg je bila tudi slovanska naselbina. Domneva pa se, da slovanske naselbine tukaj gor na samem gradu ne bi bilo. Pa tudi nekaka taka vizija je, da Slovani so se, mogoče jih je bilo več, niso se na vzpetine naseljevali, bolj tako na ravnine. Tipično je, lahko torej, če rečemo poznoantični naselbina na Blejskem gradu, lahko primerjamo isto kot Ajdna, vsi poznate nad potoki, ali pa gradišče nad Bašljem, če poznate, je tudi taka višinska naselbina, zgodnje srednjeveška, poznoantična zgodnje, pač poznoantična. In tudi tole sicer ni tako visok, ampak je nekako dvignjen plato. No, in seveda ni čudno, da Blejski grad, sam Blejski grad, zdaj ga imamo tukaj, na sami se vam kar zasmejati. Seveda res slikovit, ne samo zaradi turizma in je bil vedno pač kot neka varovan prostor, ker imamo pač na skalnatem osamelcu 599, nekje 600 metrov visoko, in je bil sigurno obljuden tudi v pozni antiki, lahko tudi še prej, sigurno, ampak tega mi danes ne bomo. Oziroma predvidevamo, nimamo pa teh materialnih izkopalin, da bi vedeli. Zato mogoče kdaj boste še kakšen kosten posali. Zdaj imate tukaj Svetega Martina, lepo grajsko kopališče, zahodni ta grajski hrib, se lepo vidi, sicer tega imate ta vse in grad, in gledaj še nekaj ta peči pa sedlo. Tako da je res eminentna lokacija in seveda tudi glede na turistične obiske je videti, da je tole, da je pač slikovito. No, in na tem pač grajskem nagradu smo mi pač izvajali ti arheološki nadzor ob gradnji. Tukaj sem si sposodila vašo sliko Kostanja, od gospe Lea Ferjan, ker ste imeli ta Kostan, ki je počas odmiral, hiral in ste se na Zavodu za kulturo Bled odločili, da ga boste zamenjali in zato je bilo potrebno izpeljati vse postopke, ni samo tako, kot doma na vrtu. In zaradi tega, kar smo zdaj videli, je sama arheologija okrog, vse zavarovan, je spomenik državnega in lokalnega pomena. Zato, ko ste se postopke od naravne dediščine, pač tudi pa do kulturne dediščine predpisala, na Zavodu za kulturo v Kranju odgovorna konzervatorka, Judita Lux, take pogoje, tako se bo kopal to jamo za sadiko, je potrebno upravljati arheološki nadzor. Torej, po domač povedano, moramo biti arheologi zraven in gledati, kaj bodo ti fantini kopali. Ti fantje so bili pa iz
Palček, urejanje okolice in vrtov, Peter Vukotič, domačin. Dva fanta, zelo fajna, Žiga, za ta drugega, to sem pozabila, je bil Luka, pa še moja ekipa, Miha, pa Nataša, pa jaz smo se menjali, tako da smo tukaj cela ekipa. Se moram res zahvaliti direktorci Leji Ferjan, da ste nas izbrali za usposobljenega izvajalca, da smo lahko upravili te arheološke raziskave. Seveda ostali ekipi na Blejskem gradu ste res nas gostoljubno sprejeli od kave do kosila, tako da smo delali z optimalnimi pogoji, kljub temu, da smo začeli konec januarja, začetek februarja, ko je bil še sneg, ta prostor je bil še od snega, tako da smo se bili tako lahko tudi pri kofetu in v bistvu z vašim gostoljubjem. Zdaj pa tukaj, da pokažem še eno tak pogled od zgoraj, vidite pač zgornjo teraso Blejskega gradu Spodnja in tukaj je ta izkop sadilne jame, kjer ste se odločali, kjer je bil pač ta kosna in se je začela kopati ta jama. Sam potek arheološkega izkopavanja je ta, kot sem povedal, da so fantje počasi odstranjevali te zgornje plasti oziroma korenine, se tudi ni dal zelo hitro odstranjevati, ker je bilo to zelo prepleten samim, tukaj se še ne vidi same korenine, vmes se vidi odzgoraj nekaj peska, prsti in zmeraj globek se je šlo res ogromno, prav tako prepletan same korenine in vmes smo počasi tudi nekako izbrskali nekako tudi to zemljo in tudi pobrali te keramične in druge najdbe. Seveda smo se vedno nekako po določenih teh plasteh dokumentira, malo čist, opiše, poslika, da vemo, kako so pač se te zemlja poglabljene. Tukaj je nekaj utrinkov, iz tega izkopavanj, iz tega poglabljene jame. Res je bilo, če sicer se malo slabo vidi, ampak tukaj korenina, zraven korenine, tako da so fantini iz skiro sekali, vmes je bila zgoraj zemlja, potem ruševina, smo pobirali ven, tako da je zato tudi dlje cajta traja, če bi to kopali na roko samo zemljo, bi bilo to tudi hitreje. S tem pa, da je bilo potrebno tudi vse najdbe pobrati. Takole, in potem zmeraj sem še slikala vzgoraj, pač se slika tudi s merilom, kaj slikaš, tako da potem, ko sestavljamo stvari, da vemo tudi iz katere plasti smo kaj pobrali. Jaz tukaj ne vidite, ampak kar skozi je bilo ogromno keramike, karkoli je bilo pač od skopanj, smo tudi pobrali in spravili. Tako še zgleda, recimo tle polhan te korenin, tle je že malo bolj pesek, tako da se je čas sekal, žagal, odstranil, sekal, žagal, tle je nekaj kamnov na robu in na vsake topcajta po neki poglobitvi se poslika, ponavadi pa bolj, ko se zamenja plast. No in na koncu, na 1,5 metra pa smo prišli do presenečenja takega matnega tlaka. Tlak, matni estrih, če tako rečem, in na tej globini smo se tudi ustavili. Če tako pogledamo zdaj od zgoraj. Tukaj not je bil pač ta kosten posajen, to je ta obroba kamnita, in do globine, velikost 2,5–2,2 metra, smo poglabljali, zdaj, ne vem, koliko je bilo to skoraj teden, zdaj točno dneve se ne spomnim, do 1,5 metra globok in na tej globini smo prišli do tega tlaka, maltnega tlaka in potem se ste se tudi odločili, da je mogoče dosti globoka jama za posaditev kostanja, pa tudi odgovorna konzervatorka Judita Lux ni pustila več. Pač vedno se konzervator tudi odloči, je njegova odgovornost, ali še naprej poglobil ali ne. Čeprav, po pravici povem, bi bilo fajn še malo poglobiti, da bi vedeli, kaj je pod tem tlakom.
po drugi strani. Ampak po drugi strani je pa tudi tako naloga Zavoda za varstvo kulturne dediščine je tudi, da se varuje pač, kar je ohranjenega, če ni potrebno, da se ne uniči, ker vsako arheološko izkopavanje je uničenje, zato ga tudi tako dokumentiramo in včasih traja počasi. No, in zdaj pa, če pogledamo, kaj iz vsega tega lahko sploh razberemo z vsem temu, kaj naredimo. Ponavadi mi arheologi smo zelo taki, da te profile, poseg, ta profil, če pogledamo tako, potem smo zdokumentirali te, mi rečemo profile, posekamo dol, te, ponavadi izberemo enega najlepšega, recimo tale je zahod, tale je severni, vzhodni, ta je južni, ta je po vzhodni, severni pa zahodni. Vse so vsi približno isti, torej so očista stran in zdaj, če vidite, takole jaz vedno govorim, kakšne plasti potem moramo prepoznati, da lahko nekaj iz tega izluščimo. Kar tako zdaj, da imamo vse nametan, da ne vemo, kje smo kaj najdeli, ne moramo nobene zgodbe narediti. Na dnu je ta maltni tlak je bil estri, če tako pogledate, je bila tukaj ena velika taka debela plast, skoraj meter debela ruševine, torej pohranite tlele korenin, kamnov, ruševine, apnene imate, pač tudi nekakšen gradben material in seveda tudi najbe. Zgoraj je bila taka temno rjava plast, vidite, je bila že malo bolj rjavkasta, zemljena plast in na vrhu en pesek in potem gor ena kamnita obroba. Zdaj pa seveda, kaj zdaj tlele Ogrinova teži z vsem telimi plastmi, ampak nekako sem mogla nekaj eno zgodbo pač narediti, moramo vedeti, kaj smo najdeli. Takole nekako smo te plasti označili in sem vam označila na tej sliki in mi smo dokumentirali vsaki plasti, kar smo od skede plaste pobrali, vemo, kaj smo tam. Recimo iz te plasti smo prebrali okrog 270 odlomkov pečnic, vse te koščke, 63 odlomkov lončenine, torej odlomkov posode, ni to cela posoda, ampak so koščki posod, črepinje po domač povedan, iz te plasti na velikosti 2x2 metra, žebelj, kost in školjka. Tu gor, druga plast, smo spet zdokumentirali, vedeli tudi ogromno teh vseh koščkov je bilo 92 od odlomkov posod, žebelj, pa tudi teh pečnic. In zdaj, ko mi vemo, kaj smo v kateri plasti najdeli in pa če vemo, kater predmet, koliko je star, lahko vemo, iz katere časa je ena ruševina. Če tukaj bi najdel zdaj, ne vem, en kovanci iz 1910, bi rekla, iz 1910 je ta ruševina. A lahko določite starost tega izdelka? Bom povedala, sem probala, zato malo kompliciram, da vas malo puščam, da vidite, da malo razmišljate. No, in zdaj, če pogledamo te posode lonci. Meni so povedali, da tukaj v muzeju nimate niti enega originalnega lonca z Blejskega gradu. Da je bilo vse uničen, da imate vse sposojene, da je vse od drugod. No, tukaj je bilo kar nekaj loncev, mogoče bi kjer ga lahko sestavili za silo, ampak to so taka ustja, to so take črepinje, drobne, ko zdaj, ko jaz vam kažem, skon kamne, ampak ni, predstavljate se rob lonca, črni so bili taki črni, kakor so še pred 100 letih imeli v črnih kuhnjah, takele tako lonci, črni z krasom, lahko tudi valovance, ali pa tudi so bila taka oranžno-rjave barve, če se spomnite, kakšno to ljubensko keramika, da je glajena.
Ampak glede na ustje, če mi vidimo, lahko določimo je lonc ali je skleda, ki je bila tako odprta, ampak na podlagi, kar smo zdaj pogledali, so glavni sami lonci, pa ust, pač po obliki lonci. Nekateri so bili tudi okrašeni, torej so lahko okrasno tako rebro, vtisi raznih predmetov, kar se malo slabo vidi, ampak šele zdaj je bil kakor en krogec, kakor en kovanček. Najprej sem mislila, da je kovanc, mislim, da dala tudi konzervatorki, da je malo tako očisla, pa to, ampak se je izkazalo, da je takole eno rebro, pa tako eno rebro in pač iz gline prav tak krogec, tak pečatek narejen iz keramike, tak okras. Tlele pa bolj slabo se vidi pač okras valovnice, take valovnice. Kljub temu, da je ta keramika okrašena, ni zelo težko natančno časovno opredelimo, ker ta valovnica se je uporabljala od pozne antike do pred 100 let. Sploh pa kaj sam taka črpinja. Sam vseeno po občutku, to je stara keramika par 100 let. Ni prazgodovinska, ni slovanska, ampak recimo od nekega 18. 19. stoletja dalje. No, kaj smo še najbolj zanimiv, je en tale dno lonca, ko vidite, da ima tudi lončarski znak. Tole lahko spominja kakor na en lok, ali pa je tudi nek krog bil. Ti lončarski znaki se pojavljajo zelo zgodaj, lahko tudi v zgodnjem srednjem veku in skodo, recimo vse do 19. stoletja. Ponavadi so lončarji takole odtisali lahko kakšen kolo, križ, karkoli in bil to nekak znak delavnice, iz katere pač je ta posoda bila. Zdaj je zelo težko, da bi na podlagi tega, pač zanimiv je samo, da je tak lončarski znak, mogoče kdaj še kakšnega najdemo ali pa par pogotovimo, da je ta posoda bila ta lonc narejen na bledu. No in pa ostale keramika, polno takih odlomkov, o steni, to je te ostene od teh loncev posod. Tukaj je ena porcelanasta, modro-bela, ali pa ta ustja raznih večjih skled iz bolj rjave lončenine. Lahko tudi glazirana je tudi par 100 let stara. Skratka, polno te keramike v teh dveh plasteh. Potem smo našli ogromno pečnic. Zdaj samo tako na kratko, v 14. stoletju se pojavijo te pečnice. Vsi poznate te kmečke peči, ki so na sprednji strani zaprte, v drugem prostoru je pa kural. In te peči nekako se v srednjem evropskem prostoru pojavijo v 14. stoletju. Najprej so bile take skledaste pečnice, če imamo take kvadratne skledaste in potem te imate gotske in se razvijajo v take oploščene pečnice, ki imajo tukaj na koncu bolj ravno dno. Take, ki so nekako od 16. stoletja naprej pojavljajo do danes. Če se spomnite ali pa če še vedno zdaj, če so te kmečke peči, imajo take pečnice, seveda so na sprednji strani okrašene z raznimi motivi, rožami, figurami, prizori raznimi. To sem povzela po eni knjigi Ljubljanski grad pečnice, tam je bilo ogromno najdeno. No, in tukaj teh, zdaj mi nismo najdeli, celih pečnic. To je bilo, ker je bila ruševina, vse premlet, vse pač polomljen, ampak lahko pa vse nekaj preberemo ven, da je bilo okrog 301 odlomkov, tudi vse smo prešteli, ene so bile lepše, barvaste, glavno so te kvadratne, vidite, take oploščene, tako se reče, glavno so vse zelene barve, glazirane, kar kaže na to, da so se nekako pojavili datacija po 16. stoletju, starejše niso. Mogoče bi bila kaj starejše, tukaj je ena brez te glazure, barve, bila lahko starejše, ostale so pač zelene. No, med njimi pa je en košček bil zelo lep, sicer je zelo majhen, če to pogledate, 1 centimeter, par centimetrov.
je bila to tako oproščena pečnica, kjer imate tako oranžno pa zeleno barvo in jaz sem poiskala ene par primerjav. Recimo to so renesančne pečnice, ko so od 16. stoletja dalje, je ena iz Novega mesta, da si lahko predstavljate, to je del enega take z temi hrastovmi listi bila. Ali pa tukaj je ena primerjava, da si predstavljate lahko, kakšna ne bi bila ta košček te pečnice, barvasta lepa, kjer pa je nekako datirajo od druge polovice 16. stoletja dalje. Vendar ni rečen, lahko je tudi mlajša, ker vemo, da se to dlje časa uporablja, oziroma lahko, ker je bilo to v ruševin najden, to je vse premetano, premetano večkrat in tudi polomljen, ker je Boga. Tako da tudi potem smo najdli še te zelene barve z raznimi cvetličnimi motivi, potem razni taki stiliziranimi cvetličnimi motivi, skratka pečnic ogromno, da lahko bi tudi figuralne figure. Sem tukaj, mi nismo še toliko, to je pač neko prvo poročilo, prvo predavanje, da bi vse naredili, lahko bi to naredili pa tudi neko idejno, kakšna je bila ta pečnica. Skratka, se nekaj bi lahko rekli od 16. 17. stoletja ali manj 18. 19. No, ostale najdbe so bile še stekelce, žebli, školjke, torej so tu dobro jedli na tem obradu, pa tudi tukaj kakšna glazirana keramika. No, na koncu dno je bil pa seveda ta maltni tlak iz apnene malte, malte in drobnega peska, bele barve, na vrhu je bil tak lisast, rdečkasto rjave barve, mi smo ga očistili, če tako pogledate, ima tudi take zareze, take fuge bi lahko rekel, velikosti 14x30 cm, če tako pogledate, je pač se tvoril kokaren vzorci ribje kosti. Ja. To je bil kar lepo ohranjen, kjer niso bile te korenine od hrasta, so se not zažrle in so pač že uničevale, pač so napokale ta maltni tlak. Ampak recimo na 2 metra krat 2 metra se je kar nekaj tega tlaka ohranil. No in to, če zdaj pogledate od zgoraj, to je ta restauracija, zgornja terasa, to je ta 2 krat 2 metra velika jama in tu na dnu je ta meter pa po to današnjo podno površino najdem ta tlak. Zdaj pa, da zanima, koliko bi bil ta tlak star. Jaz sem vam povedala, da je gorilo vsem ledu, 17. 18. stoletje predmeti, ni bilo nobenega starejšega. Tako da bi vse na te zgodovinske vire, sam Bled bom skrajšala, ker vi to zelo dobro poznate kot Bledci, da ste bili pod Bledsko gospodstvo, pod škofijo v Brixnu, prva omemba 1004, ampak takrat ta Oton prvi še ni dal Bledskega gradu Brixenški škofiji, ampak kot je bilo že danes omenjen, praznujete 22. maja 1011, pa je kralj Henrik II. Dal Brixenškemu škofu tudi Blejski grad z ostalimi kmetiji, 30 kraljevskih kmetij, pa seveda gozdove, vsi gozdovi so bili kraljev in vse, če ni bilo dost, nekje sem prebrala, to je Štih napisal 1000 let Blejskega gradu v tej vaši publikaciji Blejski grad, da pač takrat so rekli 30 kraljevih kmetij, če pa jih ni, se bojo pa še naredile, kjer je še zemlje dosta. Morate si predstaviti, da je bilo to, pol je bilo to vse zaraženo. In to je 11. stoletje, iz tega 11. stoletja je, kaj na Blejskem gradu je še tukaj ostanek neke romanskega zidu grajenega. Mislim, da je tako tu nekje dol imate ta romanski zid najstarejši, ki je bil v času romanik, ne bi ta
bila na Blejsku, sam Blejski grad naj bi torej 11. stoletje, bil tukaj že en grad, kot je en stolp z obzidjem. No, in zdaj kaj še vemo, da lahko še torej v 13. in 14. stoletju nastane grad današnjem obsegu ta palaci, potem 1468 kapela, 1511 in potem 1690 so bili ti močni potresi in prav zaradi teh močnih potresov so potem dali pač obnovo gradu narediti in iz tega časa, 1695, v Brixenškem škofijskem arhivu so obstajali ti načrti, kar so zelo pomembni saj za ta naš tlak. To je ta načrt obnove tega gradu, torej 1695 in so ga verjetno tudi, kot kaže, tudi te naše najdbe obnovili. To je še ta druga načrt, ki je malo bolj tako enostavno, da vidite, tle je cerkev, tle je ta muzej zdaj, to je, kjer je restauracija, tle je bilo pa 6 takih, to je restauracija še in to je pa še zavito, kjer je 6 takih, 608 trakt je bil. In nekako na tem mestu smo mi izkopali to jamo za kosten in najdel tlak. In če pogledate, 1695 je bil načrt, da tukaj postavijo te ene zgradbe. In če gremo naprej, zdaj sem samo še primerjava bom dala, zdaj to je ta tlak, a ne? In če na ta, zdaj sem malo okrog vse obrnila, vse proti severu, tisti načrti niso proti severu, da si predstavljate. To je ta načrt iz 1695, nekako tukaj smo mi skopali to jamo in najdel ta tlak, neke stavbe. Če pogledate načrt iz, pogled na grad načrt iz leta 1807, ki je iz arhiva Slovenije, ne, in sem spet malo okrog obrnila, da se predstavljate, je tukaj kapela, zdaj bom govorila ta zgornji del, ne, tukaj imamo muzej, restauracijo in tukaj je še nek krak, kjer bi še bil, kjer je bila ta sonda. Če pa pogledamo franciscejski kataster, 1825 je to grad sam, vidite spodnjo, vrt. In če tu pogledamo, tu je ta sondica, glede na to, da smo pokrili, pa tega stavbe ni več. Torej, kaj lahko zdaj iz te sklepamo, torej zato sem vam te profile, zato da vidite, kaj mi arheologi počnemo, pa brskamo, da lahko sploh vemo. Torej, v teh plasteh so bile same mlajše črepine, ki jih je zelo težko smo jih datirali, so tako mladi, da se arheologi ne ukvarjamo. Pečnice, take, ne par starejše, ki se lahko, torej bila neka ruševina, ki so nastala, ko so to stavbo podrli, a ne? In ta stavba je torej na prejuni, torej je nekako od 17. stoletja pa do 19. stoletju stala to ena stavba, ker danes jo nimamo več, pa na franciscejskem katastru, tačno 828 jo ni več. A ne? Tako da zdaj smo nekako prišli do datacije tega tlaka po taki metodi. No, in zdaj samo še nekaj obnovi gradu. Tale grad je zdaj res reprezentativni, lep v vsej svoji sijaju, ko vprašanje včasih morda ni bil bivalni, bolj je bil taka, ko ena oporna točka teh brixenških, seveda, škofov, oziroma ko so dali naprej upravljanje. Po vojni je bil grad pred vojno, pa po vojni je bil uničen in po vojni je bil obnovljen po načrtih Toneta Bittenca, ki je vodil ta dela Narodni muzej. Ogromno dokumentacije je tudi še v Narodnem muzeju. Torej, obnova je trajala 1952 do 60. leta.
Zakaj vam pa to kažem zdaj tudi, kaj me to pomeni? Da to je bil en zamujen trenutek, ko bi lahko marsikaj takrat, ko se obnovite ruševine, podrli so tukaj enostavno, bi lahko marsikaj takrat, če bi bila taka zakonodaja, pa če bi bila tako stroka, je pač zdaj napredovala, da zato delamo te arheološke nadzore, da pridemo do raznih podatkov. Takrat pa tega ni bilo. Hvala Bogu, da se je sploh to obnovil, a ne, se tudi ni noben tega počel. Ampak, če bi takrat, bi lahko marsikaj videli, ko se je prekopavali, ko se je odprt, bi te testne sonde naredili. In bi vedeli, koliko je staro pod tem tlakom, sigurno dobro še kakšno pozno antiko, železno dobo ali karkoli. Tako da upajmo, da zdaj, kot sem že rekla, mogoče kakšen kosmen zamenjate, mogoče kakšen zid pade, da ga bo treba obnoviti, da lahko še tukaj. Upam, da lahko potres. Ali pa kaj, kolikor so bili potresi. Tako da, s tem bi jaz malo bolj tako v vinkah sem vam povedala, ampak zato, da vidite, zakaj arheologi pač neka metoda je treba, da ugotovimo to od plasti do, da se dokumentira, da lahko nazaj sestavimo celoto in neko zgodbo. Tako da, zdaj, če ima še kdo kakšno vprašanje, ga bi pa zaključila. Jaz bi vprašala. Me zanima, ali sem preslišala, koliko je bil star ta kostan, da se odstavil? Mislim, da je 180 let. Se 180 let približno. Ja. Se pravi, da približno čez 100 let bo spet nov. Ja. Ne, ampak imamo še dva druga, mogoče že prej. Še nekaj vprašala druga, kjer pač drevesničari, kakor se jim reče po domač, vejo, da kar je prostora za krošnjo toliko razporejene korenine. Ja. A ima možnost, da bi se razraščal tudi izven te odprtine? Seveda, mislim, malo. Pač bo spet šel, če tu pogledamo tale. Vidite ta profil tale, vidite, so korenine še debele, šle naprej noto, a ne? Polken. To je bilo, tole ni samo te korenine, se ne videli, to je bila korenina pri korenini, to je bila sama ruševina, sam preplet in pač se izraščal na vse strani, pa tudi dol, če ste videli, naprej dol v tlaka, ne, že uničen. Tako da tako bo zrastu, bo isto, ja, zdaj ne vem, koliko časa traja, da ta korenina prepari, da bo mogoče zrahljala, ne, ampak glede na to, da je zemlja je zelo taka, fajn, peščena, suho, to bo večno skorno, ta les. Hvala lepa. Prosim, imam tudi eno vprašanje. Kaj pa tukaj se z instrumenti različnimi lahko tudi sondira, kaj je že spodaj, ali bi se kaj takega dali tudi recimo v takem primeru, kjer se ne dovolj več posegati naprej, a se lahko, kakor s kakšnim sonarjem, ne vem, to se zdaj sem predstavljati. Ja, to se ta magnometrija dela, to je velikrat uporablja, to tudi je taka nedestruktivna metoda. In če bi lahko to bilo idealno, pa tudi po cerkvi ali kjerkoli smo se zgovarjali že, da se naredi, to se velikrat dela. Problem je samo, se pokaže zidovje, ne vemo pa datacije. Ne? Recimo lahko bi pokazali, recimo, če bi, to je super bi bilo narediti, bi lahko videli, ta tlak, lahko je tlele še stavba, sigurno niso v nulo podrli, se pokaže. Je pa seveda spet odvisno, kar poznam to dela Brane Mušič, pa še drugi, kar pravi včasih problem, če veliko ruševin, najbolj idealno je, če je to v zemlji, če pa več v tečih, pa tudi pokaže, lahko je tudi več zidov, ampak ne vemo pa datacije. Je pa fajn, se pa lahko ve, lahko bi se videli te stavbe, lahko bi se dober, pa bi rekli, naredili so jih, tlak imamo in bi imeli stanje gradu. Mene je zanima, da bi to naredili. A mene? Je ves kot... Če vas zanima, mi naredimo z ekipo, vse naredimo, ni problema, nas zanima vse. Sam je
Je pa res, da je bilo zanimivo, mislim, jaz mislim, kljub temu, to je 2x2 metra velika bila in smo imeli srečo, da smo sploh tlak najdel, da je kaj. Drugače bi rekla, najdel tam ene par črepin, pa cel teden je bila gor, a ne. Sam tudi z teh črepin se bo dal, sam to je tudi treba sestaviti, ali pa kakšne, ne vem, če so to odločili, da bi te črne lončenine je bilo kar veliko, da bi mogoče saj en piskar po domač povedan sestavili, da bi rekla, ta je pa res Blejskega gradu, ali pa pečnice, sam to je kar del, to je, mislim, to se ne da, mislim, hitro se da narediti, če sam to delaš, ne. Ali je kakšen razlog, kaj je bilo toliko pečnic najbolj? Iz tega, ker so stavbe pač porušile, Ne, pa tudi pečna življenjska doba, to let, pa je pa hit. Pa drugo naredijo. To je par 100 let, ne, ker so to stavbo... Ne, pa da je tako skoncentriran, to me zanima, zakaj je toliko pečnic na Ester, da so peči... Ja, verjetno je bila tukaj na tem območju pač neka prostor, oziroma so imeli včasih vsakemu prostoru te lončene peči, ne? Sigurno, samo tlele ste, kolikor sem jaz razumela, kolikor ste skazali, so različne pečnice, ne? Tam je bilo očitno več različnih, 5 do 6 različnih prostorov, ne? Verjetno je bilo enako število peči, verjetno predvidevamo. Pa tudi različna časovna obdobja, ne? To je šlo celo. So tudi 200 let. 200 let, se še vmes kaj zamenjali. Ja, se je izrušil. Tudi sam to je bilo še bil 1511, mislim, če sem se prav spomnila, potres so izrušili. Pol so popravili. 1690 je bilo so izrušili. Ampak te so bile malajše ruševine. Tudi v 18. 19. stoletju se so popravljali, rušili. Lahko je tudi ta ruševina. Sam sem gledala po slikah, ko se je obnavljal grad, ko so rušili, sam to ni, je preglobok. Bi mogli malo, ko so obnavljali povojni grad, so tudi marske podrli, so zasuli, sam ne s pečnicami. Pač se vidi, da je pač bilo nekaj stavb tukaj, ko so jih podrli. Ja, bilo je zelo pač skozi jaz nisem zdaj te zgodovine gradu, ko ga veste, tako je Nika Leben zelo lepo opisala v tem zborniku, ponavlja, ampak vsake tok cajta je bil v zelo slabem stanju, ko so gospodarili slabo z njim, pa so ga spet obnovili, pa zelo slabem, vedno so kaj porušili. A se pa nas tudi gradili tako, da so v bistvu gradbeni material dejali med strop, kot eno gasilno protipožarno ukrep. To so novejše obdobje, to je malo težko za arheologa, to mogo kakšen gradbenik. Sam verjetno isto. To je staro, da so uporabili vse. Vse, kar niso rabili, so dali strop, prvič zaradi statike, to bo šli, pa zaradi požarne varnosti. Pač je bilo pa tukaj sigurno močno, ker je bilo ogromno teh ruševin, apnen, pač take apnene, zapnene malte, kamni, se ni bilo opeke, če smo zgoraj kakšno čisto novodobno na vrh najdeli. Tako da tu je polno še skritga. Lahko v bistvu magnometrijo marskaj naredil se, lahko pač tudi, če je tako majčno sondiranje, ko se predpiše, se lahko marskaj tudi tako dobi. Košček po koščku. Mogoče, če ni vprašanj, bi jaz imela še eno oziroma eno prošnjo za razlago. Vemo, nimamo vsak dan priložnost kakšnim arheologom takole debatirati, pa mogoče, če nam lahko samo poveste, kakšen je postopek. Zdaj, to, te najdbe, ki so bile odkrite pod vašim arheološkim nadzorom, to zdaj nekaj časa pripada vam, potem jih pa predaste. Mogoče sam kratka, kako je ta postopek. Fajn je vedeti, zdaj po temu zakonu, v bistvu arheologija je zdaj, pa vsa kulturna dediščina bo malo
na širše razložila, če lahko. Muzeji so, ko hranijo predmete, oni hranijo predmete. Niso lastniki arheoloških predmetov, ampak jih hranijo, lastniki države. Zavod za kulturno dediščino skrbi za nepremično dediščino za te, ki predpisuje pogoje odgovorni konzervator za razne posege. In potem je nas zdaj veliko takih izvajalcev privat, ki delamo te arheološka izkopavanja, nadzore. Večina gre zdaj to privat. Redko kdo še v muzeju ali pa koplje. No, edin potem je še inštitut, kol je pa sploh na znanstvenem nivoju samo raziskuje izkopavanje. No in ko Zavod za spomeniško varstvo predpiše te pogoje, mi to izkopljamo. Kot arheologinja izkopavanja, arheološka izkopavanja so v bistvu avtorsko delo, to in fotografija, vse avtorsko delo. In imamo pravico, edino pravico, da objavim jaz 5 let. V roku 60 dneh, zdaj on čisto po pravilniku pove, 60 dneh se naredi prvo strokovno poročilo. Ker če takole maše izkopanje, tudi če je končno poročilo. Potem se stav tako, vse predmete pogleda in če ni to še končno poročilo, se naredi, skliče še komisijo za poizkopovalna dela, pregledamo vse predmete, kaj se naredi, konzervira, zriše, poslika, vse načrte, zdigitalizira in tako naprej. In potem se pač gre to, mi rečemo, poizkopovalni postopek. In v roku 5 let je potrebno oddati ves ta material z vso dokumentacijo pristojnemu muzeju. Pristojni muzej za Blejski grad je Gorenjski muzej. In potem se da vse to najkasneje v 5 letih moram jaz oddati v Gorenjski muzej. Lahko tudi prej, lahko jaz objavim, 5 let imam časa, lahko razstavo naredim, lahko objavim, ker je avtorsko delo, potem pa dam v muzej. Velikokrat se to zgodi, da tudi to skrb delamo, eno z drugom, razstave, ali pa tudi imam primer z Poljanske doline, kar sem že prej, oni si strašno želijo imeti to tam, in bojo, če bo zagotovijo prostore, neka lokalna skupnost, kar bi mogli, jaz mislim, da bi mogli bolj lokalno, ker zdaj gre nekam v muzej. Tam je polno, s temi črepinjami bo nekje v škatli. Enem lokalnim ljudem pa to lahko ena posoda veliko pomeni, če drugega ne se da v eno vitrino. In če pač se zagotovi neke pogoje, jaz mislim, da bo vsak muzej se evidentira, inventarizira ten predmet, ampak je tukaj lepo hranjen na ogled in se zmenaš. In jaz mislim, da to noben ne bo oviral. Je pa s tem, da je treba, da morate kar v nohkast dati, ampak v neko vitrino, pa da je varno, pa da ni prav vlažno. Sploh pa ti mlajši predmeti, kakor so ti par 100 let stare, to za arheologe ni tako staro, za umetnostne zgodovinarje ni tako aklih, po domač povedan. Čeprav tudi to že starure, to je treba vrvati, isto je to naša dediščina. Sam tega je toliko veliko, ni tako redko, kot ena prazgodovinska posoda ali pa vaška situla. Ampak tudi to je del dediščine. A sem odgovorila, malo našla, jaz sem to vedela, si tako zamislila, da sploh vedo, kako to je. Ja, poln tega je in tudi zdaj, recimo še to lahko povem, zdaj večina teh arheoloških nadzorov pa tega dela nas privat, potem je zdaj še na novo se digitalizira, ko dobite še to, ko dobite recimo, če te vi gradili neko, te dobili pogoje, morate še na Ministrstvo za kulturo dobiti soglasje Ministrstva za kulturo, da dovoljuje, preverijo, ali smo dosti usposobljeni, ali smo dosti ne vem kaj, ali vse, ampak to je spet vse elektronsko prek e-arheologije, to je na novo od lanskega septembra,
spet neka birokracija, tako da tudi včasih se nudi, joj, dajmo brž jutri mi kopljamo, tlele imamo pogoje. Ne moramo mi iti na teren brez soglasja ministrstva, ker potem obvestiš pristojnega konzervatorja, tako da je birokracija in tega polhan enih regelcev. Mislim pa, da imamo arheologi zelo pošlihtamo vse to, recimo etnologi pa to, ampak mi imamo en sistem, vse taki pregledi so, tako so poročila, tako se odda in na koncu v muzeju pa objavlja. To še ni objava, to je nekako preliminarno poročilo.